Pozdrav. Dobil sem vprašanje glede vizije. Kaj je vizija? Kako imeti vizijo? Včasih slišimo, da nekdo nima vizije. V bistvu je tako, vizija je na neki način naš pogled na prihodnost, na neki način skupek nekih naših ciljev. To pomeni, to je pač, kako si mi predstavljamo, kako bo, naše življenje, kako bo naš posel, kako bodo naši odnosi. In v bistvu ni res dejansko, včasih, ko rečemo, nimaš vizije. Vsak ima vizijo. Isto na isti način, kot ima vsak cilje. Samo pač nekdo ima cilj, da nima nobenega cilja, in nekdo ima velike cilje. Isto je z vizijo. Nekdo pač ima, njegova vizija je, da preživi iz dneva v dan, da se mu nič posebnega ne dogaja. To pomeni, da ima zelo majhno vizijo. Pač od tega, kakšno vizijo imamo v našem življenju, je dejansko odvisno, kaj je tisto, kar nas poganja naprej. Kaj je tisto, kar nas motivira. Ker poglejte, nekdo je napisal, pač moja vizija je v službi, pač malo se razvijam, v partnerstvu, tako naprej, na osebni rasti, to je pač neka vizija. In potem moramo videti, kako velika ta vizija je, ali ti ta vizija pomaga, da se zjutraj navdušen vstaneš in začneš delati stvari, začneš kreirati, se izobražuješ, delaš na sebi, se razvijaš. Ali je pa ta vizija dejansko takšna, da ti komaj, bom rekel, pomaga, da se, da se prebudiš, da greš potem počasi, okej. Ker poglejte, v bistvu, problem v tem, da mi obupavamo nekje na poti, da se ustavljamo, da nimamo motivacije, da gremo naprej, je ravno v tem, ker je naša vizija šibka, ker je naša vizija majhna, ker energija, ki prihaja iz te vizije, je enostavno premajhna, da bi nas premaknila naprej. Ker če je moja vizija pač, da preživim dan kar tako in tako, potem pač, okej, danes imam slab dan, nobenega problema. Če pa imam jaz neko večjo vizijo, zakaj vam ves čas poudarjam, zakaj vas ves čas stimuliram, da imejte večjo vizijo? Zato, ker ko imate vizijo večjo kot, recimo, kot ste vi sami, potem vas bo ta vizija avtomatsko pognala naprej, avtomatsko vas bo dvignila, avtomatsko vas bo motivirala. Nekdo ima problem zjutraj vstajati. Ampak problem zjutraj imaš vstajati, zato ker nimaš vizije, zakaj bi vstal. Včasih povem tisto zgodbico, ko so pač učenec je učitelja vprašal, joj, učitelj, kako je mogoče, da ti to zjutraj tako zgodaj vstaneš. In potem je učitelj rekel, poglej, če bi ti bil namenjen tja, kamor sem jaz namenjen, bi tudi ti zjutraj vstal. In če bi ti pač imel namen srečati ljudi, ki jih bom jaz srečal, bi tudi ti zjutraj vstal. In isto je recimo, imamo zjutraj, imamo trening, 6 je ura, zgodnja ura, čeprav v bistvu vsi vemo, da uspešni ljudje vstajajo celo ob 5 in še prej ob 4, 5. Ampak recimo, moja vizija je razvijati, pomagati vam. In ker vem, da me vsi zjutraj čakate ob 6, potem nimam nobenega problema, da zjutraj vstanem in se vedno točem in se vedno 10 minut prej. Vaša vizija dostikrat je, okej, spet en nov dan, komaj čakam, da bo petek, kdaj se bomo malo spočili in tako naprej. In ta vizija enostavno ima premalo energije in zato se dogaja, da potem, zamudite, malo tako včasih manjkate in tako naprej. A razumete? To pomeni večjo vizijo, kot imaš. Bolj kot je ta vizija večja, kot si samo ti sam, kot so samo tvoji interesi, avtomatsko več energije pride od te vizije. Enako je recimo v partnerstvu. Če imata partnerja vizijo, ki je dejansko pač vsak ima neko, bom rekel, sebično vizijo, hočem biti samo jaz zadovoljen, hočem biti samo jaz izpolnjen, hočem samo,
da pač vsak se briga po domače samo za svojo rit, ne, potem je to neka mala vizija in potem zagotovo v takem partnerstvu prihaja do trenj, prihaja do napetosti, prihaja do zapletov, prepirov. Ne. Ko pa imaš ti, bom rekel, vizijo, ki je večja kot samo ti, ko je tvoja vizija recimo neko ljubeče, bom rekel, pač kreativno, uspešno, zabavno partnerstvo, ne? To pomeni, vizija je večja od tvoje trenutne situacije, pa se vedno, ko pride do nekih konfliktov, vprašaš, ok, kaj je moja vizija, kaj jaz tukaj hočem, ne? In potem vidiš, kaj je tukaj sploh pomembno. In potem vidiš, da je tista tvoja vizija veliko bolj pomembna od nekega tvojega malega interesa, od nekega tvojega malega konflikta v tistem trenutku, in tako partnerstvo absolutno ima čisto drugačno prihodnost. Ne? A razumete? Ne? Od tega, kakšna je naša vizija, od tega je odvisna naša prihodnost. In potem, če v takem partnerstvu pride do nekega konflikta, oba partnerja, ki imata večjo vizijo, sta pripravljena iti preko sebe, preko nekega svojega malega interesa, neke male situacije, nečesa, joj, zdaj mi pa to nekaj ne paše. Ok, v redu, ti ne paše, se meni tudi ne paše, ampak poglej, če hočeva zgraditi neko srečno, kreativno, zabavno, uspešno partnerstvo, ne, potem to v tem trenutku sploh ni pomembno. Ne. Isto recimo na področju posla. Ne. Včasih ti gre, včasih ti ne gre. Kakšna je tvoja vizija? Ne? Vizija je direktno povezana z našimi cilji. Ne? In včasih, seveda, pač, ko gledamo te tradicionalne metode postavljanja ciljev, ne? Da cilji morajo biti merljivi, morajo biti pač, da se dajo časovno opredeliti, da se dajo definirati. Ne? Ok, to je vse v redu in isto pač to, taka je naša potem vizija. Ampak recimo nekdo kot Martin Luther King, ki se je boril za demokracijo v Ameriki, recimo Nelson Mandela, ki se je boril za pravice črncev, ne? Onadva nista imela opredeljivih ciljev, nista imela merljivih ciljev. Ne? To pomeni, nista imela opredeljive vizije, nista imela merljive vizije. Ne? Ker pač recimo Nelson Mandela je bil, mislim, da je bil skoraj 20 ali celo 30 let v zaporu. Ne? In kaj je delal v zaporu? Pripravljal se je na čas, ko bo prišel ven iz zapora. To pomeni, njegova vizija je bila dejansko, njega ni zanimalo, koliko časa bo trajalo, da bo on dosegel ta cilj, da bo on spremenil svet. Ampak njegova vizija je bila višja od vsega tega. In ravno zaradi te svoje vizije, ne, je on bil sposoben, da lahko pač vztraja, da lahko živi na takšnem nivoju, je bil sposoben, da ni imel zamere, da ni razvil sovraštva in tako naprej. Ker potem recimo, ne vem, ko je bil izvoljen za predsednika te Južnoafriške republike, bi lahko takoj šel v maščevanje, ampak njegova vizija ni bilo maščevanje, ampak sodelovanje. Ne. In ravno tako recimo v nekih osebnih projektih, ko jih delate v poslu, ne, ko imaš ti vizijo, ki je večja kot samo ti, potem najdeš motivacijo, najdeš energijo. Glejte recimo, ko imaš nek projekt, ne, in ta imaš vizija, tvoja vizija je ta projekt. In potem veš, da za ta projekt potrebuješ biti fit, imeti energijo, biti inspiriran, motiviran. Ne? Potem recimo, ko prideš domov iz službe, če pač še hodiš v službo, če ni pač ta služba tvoja vizija in tvoj projekt, ne? Potem normalno si utrujen in bi obsedel na kavču in bi pač si mal spočil in tako naprej. Ne? Ampak ker imaš vizijo, ne, mene vizija poganja naprej. Jaz moram iti, in potem greš na sprehod, se greš rekreirati, se greš sproščati. Ne? Enostavno ta vizija ti daje pogon. Seveda pač moramo začeti tam, kjer smo. In vizija tudi je dejansko, vizijo natreniramo. Vizija zopet ni nekaj, kar se nam zgodi, ampak je vizija odločitev.
Ne? To pomeni, da mi se odločimo za nek cilj, za neko vizijo, ne? In potem to vizijo razvijamo. Ne? In seveda pač mi vsi nismo navajeni, nismo natrenirani, da bi sprejemali te cilje. Ker prvič v bistvu nas je strah, ker mislimo, večji cilj pač zahteva več energije, jaz pa te energije nimam, kako bom sploh prišel do tega, ne? Ampak to je narobno razmišljanje, pač ker nimamo teh izkušenj, ne? Ker v bistvu je tako, ne? Večjo vizijo, kot si postavimo, večji cilj, kot si postavimo, pač vizija in cilj sta nekako povezana, ne? Več energije mi dobimo od tega cilja, pot bomo pa že našli, ne? Ampak dejansko, ker mi tega nismo navajeni in ker smo pač navajeni v bistvu pač vzgojeni v tem duhu, da ko nekaj nismo uspešno naredili, smo bili dejansko od doma kaznovani, nismo bili nagrajeni oziroma nam je bila odvzeta ljubezen, ne? To pomeni, ne, se veste, kako smo bili mali, ko smo bili pridni, smo bili v redu, ne, smo pravilno delali, smo dobili ljubezen, ne, če tega nismo, smo pač bili kaznovani z odvzemom ljubezni in zaradi tega imamo mi probleme, ne, ker si ne upamo postaviti cilj. Zakaj ne? Zato, ker nas je strah. Kaj pa, če cilja ne bom izpolnil? Ne? Tako da v bistvu, ker če cilja ne izpolnim, potem sem slab, ne dobim ljubezni in tako naprej. Ampak v bistvu, ko mi razumemo, da je vse samo igra in da ravno čisto nič ni, bom rekel, na življenje in smrt, ne? Ravno včeraj sem poslušal tega Seth Godina, ne? To je pač en zelo, bom rekel, svetovno poznan mislec, ne? Je napisal ogromno uspešnic knjig, ne? Dejansko eden vodilnih ljudi, ki bom rekel, razmišlja o življenju, ne? In pravi, poglejte, ko nekdo izgubi pri igri Monopoly, ve, da to ni življenjskega pomena. Ampak zato, ker je to samo igra. Ampak ravno tako je pa v našem življenju, v naših projektih. Ker ko nam nekaj uspe, je to samo igra. Ok, nam ni uspelo. Jutri je nov dan, jutri je nova priložnost, jutri je nov projekt. Ok, pač, če smo nekaj tudi narobe naredili, pač moramo plačati ceno za to, ne? To je pač del igre, del izgube, ne? Pač tisti, kdo zmaga, dobi nagrado, ne? Poraženec pa pač mora plačati nagrado, ne? Tako da dejansko tudi to je del treninga. In mi se vsak dan odločamo in vsak dan seveda pač sprejemamo vizijo, sprejemamo cilje, sprejemamo odločitve, ne? In ko višje kot so, kot sem rekel, ne, bolj ko so ti dejansko večji od samega mene, od mojih osebnih interesov, večja je možnost, dejansko večja je možnost, da pridem jaz do cilja, ne? In seveda, kako pa pridemo do tega? Ja, na začetku pač nimamo ideje, zagotovo, ne? Kako bi si sploh postavili take cilje. Ampak potem dobimo neko inspiracijo, ne vem, preberemo neko knjigo, poslušamo kakšen video, ne? Ali pa dejansko imamo nekoga coacha, ki nas vodi, da potem, ne? Ker vizija in cilji dejansko za postavljanje vsega tega je potrebna kondicija. In na začetku te kondicije nimamo, ne? In nas je strah, ampak vedno več gremo, vedno večje postavljamo, ne? Dejansko dobimo na ta način kondicijo in potem postaja vedno večje kot tek. Najprej gremo na kilometer, 5 kilometrov, 10, 21 in tako naprej. Tako da v bistvu, in to je zelo pomembno, ne? Da dejansko mi razumemo, ne? Od te vizije, večja je vizija, avtomatsko več energije, drugačno življenje. Tako da majčkeno razumemo, pa da lažje potem planirate in pač, da veste, v katero smer iti. Okay? Mogoče kakšno vprašanje, kar se tiče glede te vizije? Okay. Vprašanje je bilo glede vizije, ne, glede tega, kako se vizija razvija. Vizija je v bistvu proces, ne, isto kot vse v življenju. Ne. Mi dejansko, kot smo mali otroci, ne,
pač nam naši starši pomagajo razvijati vizijo. Ne. Sej dejansko, že ko vprašaš otroka, recimo, otrok pač začne hoditi v osnovno šolo, ne, potem ga pa vprašaš, kam boš šel pa naprej v srednjo šolo. Ne. To je dejansko vizija. Ne. In potem po koncu srednje šole, kaj boš pa ti v življenju? Ne. Okay? Kaj boš počel v življenju? Jaz bom pa športnik, ne vem, otroci že od malega, ne, dejansko pač jaz bom pa pilot, ne, jaz bom pa zdravnica, ne, jaz bom pa to. To je dejansko vizija. Ne. Jaz se spomnim, ne, pred leti sem delal z malimi otroci, ne, in se potem pač imel tam enega otroka relativno zelo uspešnih staršev, ne. Star je bil 3 leta, ne, in ko si njega vprašal, kaj boš pa ti, ko boš velik, pa pravi, jaz bom pa predsednik. Ne. To pomeni, seveda, a veste, že v osnovi večjo vizijo, kot imajo naši starši, boljša osnova je potem za naše življenje. Ne. To in isto, več kot rečemo tudi tako lahko, ne, več kot mi dobivamo nekih pozitivnih informacij, ne, ljudje, ki ogromno berejo, ki se ogromno izobražujejo, imajo večjo vizijo, kot pa ljudje, ki so samo v neki svoji zgodbi, v neki svoji te. Ne. In recimo, ko ti bereš življenjepise uspešnih ljudi po svetu, ko bereš življenjepise, ne vem, ne, pač, ja, uspešnih ljudi na vseh področjih, ne, potem na ta način ti razvijaš svojo vizijo. Wow, jaz bi pa tudi, če je on lahko, zakaj ne bi potem še jaz? Ne? In zato vizijo dejansko ti natreniraš. Ne? Kot sem rekel, že od malih nog so nam jo naši starši, nekdo jo ima več te vizije, nekdo ima manj te vizije, ne? Ampak dejansko, ne, potem nekje začnemo in seveda super je, če imamo neko spodbudo, ne, da pač imamo nekoga, ki nas spodbuja, ki nas motivira, ki nam pomaga razvijati to vizijo. Ne. In je pa absolutno proces, ne, proces dan za dnem, korak za korakom. Ne. Ok, super, še kakšno vprašanje? Ok, vprašanje je bilo, kako dejansko razviti vizijo, če pač starši v mladosti dejansko so ti to vizijo uničili oziroma pač, da so dejansko ogromno stvari pokvarili. Ne? Ja, zagotovo, ne? Ampak stvar je v tem, ne? Pač dostikrat povem, da dejansko mi smo se rodili v ta svet z nekim namenom, ne, z namenom imeti neko izkušnjo in glede na to, kakšno izkušnjo smo želeli imeti v tem življenju, če tako rečemo, ne, smo se tudi rodili določenim staršem. Ne. In to, da se je pač zgodilo, da so naši starši uničili to našo vizijo, ok, to je dejstvo. To sploh pač o tem sploh ne debatiramo. Ne. Ampak to, da pa danes, ko smo pa stari 20, 30, 40 let, ne, seveda pač naši starši so lahko imeli vpliv na nas, ko smo bili stari 2, 3 leta, 4, 5, 10. Ne. Ampak že takrat v bistvu tudi smo se lahko sami odločili za drugačno vizijo. Ne. To pomeni, da če so naši starši nam uničili našo vizijo oziroma so nam dali zelo slabo popotnico za naše življenje, ne, to je pač neko dejstvo. Ne. Ampak ravno zadnjič sem tudi poslušal nekoga, ne, ki pravi, da znanstveno je nemogoče dokazati, da bi, bom rekel, odločitve oziroma dejanja naših staršev neposredno vplivala na naše življenje. To pomeni, je nemogoče znanstveno dokazati, da bi rekel, če je mama na ta način delala s tabo, potem se bo iz tebe razvilo to in to. Ne. To pomeni, da dejansko imamo lahko tudi dvojčka, imamo lahko neko identično situacijo, kjer mama ali pa starši na nek način delajo z nami, nam dajo neke informacije, nam dajo način vzgoje, ampak rezultati so popolnoma različni. Ne. Ker poglejte, v bistvu pač recimo sta dva dvojčka, a ne, in potem v bistvu pač recimo oče je pijanec in pač doma pač
pretepi in tako naprej, takšna situacija, ne, in potem od recimo brata, dvojčka, ne, in potem ta eden izmed teh bratov zraste ravno tako v pijanca, ne. In potem ga vprašajo, ja, mislim, kako pa to, da si bil ti pijanec, ne? Mislim, kako pa to, da si ti postal pijanec, ne? In potem pač on odvrne, ja, poglej, moj oče je bil pijanec, mislim, normalno je posledica, da sem tudi jaz pijanec, ne? Pač, ker je bil moj oče pijanec, sem tudi jaz postal pijanec. Ampak potem pa drugi pa ni postal pijanec. In ga vprašajo, ne, kako pa to, da ti pa nisi pijanec, ne? Pa pravi, ja, moj oče je bil pijanec, v moje družini je bilo ogromno nasilja, meni še na misel ni prišlo, da bi jaz postal pijanec. Ker je moj oče bil pijanec, ni šanse, da sem jaz pijanec. Okay, razumete, ne? To pomeni, da dejansko tisto, kar mi rečemo, ne, da smo mi odgovorna bitja, odgovorna bitja pomeni, da smo sposobna dati odgovor, ne? Odgovor na tisto, a veste, kar v bistvu pravi, tako kot, ne vem, če poznate Stephena Coveyja, pravi, da med situacijo, ne, in našim odzivom je majhen prostor, majhen čas, kjer dejansko imamo mi sposobnost odgovoriti, ker smo mi odgovorna bitja, imamo sposobnost dati odgovora, se sami odločimo, kakšen odgovor bomo dali v življenju, responsible, able to respond, ne? Tako da dejansko za razliko od živali, živali imajo nagon, se nekaj zgodi in potem odreagiraš, ne? Seveda pač moramo tukaj pogledati sebe, ne? Koliko mi dejansko delujemo po nagonu, ne? Koliko mi dejansko delujemo na ta način. Ne? Ampak mi smo odgovorna bitja, smo sposobni odgovoriti in sami potem odločimo, kako bomo mi to naredili. In če se je nekaj naredilo tebi, meni, komorkoli pri 5 letih, zdaj, ko smo stari 20, 30, 40, 50 in toliko let, pomeni, nismo več stari 5 let. Ne? In pomeni, da dejansko tista situacija, ki je bila takrat, nima nobene veze. Ne? Ker pri 40, 50 letih ne moreš več igrati 5-letne punčke, ne moreš več igrati 3-letnega fantka. Zakaj? Zato, ker si velika punca, ker si odrasla oseba in imaš svobodno voljo, imaš odgovornost, imaš možnost, imaš priložnost in lahko vse te stvari spremeniš. Ne? Tako da, ne glede na to, karkoli se je zgodilo, karkoli nam je mama, ata, teta, stric rekla, kakršnokoli otroštvo smo že imeli, nima nobene veze. Tako kot sem rekel, ne, nekdo je imel težko otroštvo, pa je postal narkoman, berač in karkoli, nekdo je imel težko otroštvo. Jaz poznam kolega, ki je dejansko imel zelo težko otroštvo, niso imeli denarja, zdravstveno situacijo je imel težko in je rekel, poglej, takrat, ko sem bil mali, sem se odločil, nikoli v življenju ne bom brez denarja, nikoli v življenju ne bom brez pač vsega tega. Ne. Ampak ne glede na to, ne, če smo takrat imeli, pač to smo, pač situacija je bila, ne, je sedaj tako, mi smo zdaj druge osebe, mi smo odrasli, mi lahko prevzamemo odgovornost, mi se lahko odločimo drugače in lahko kreiramo popolnoma drugačno življenje. In to, da dejansko mi to gledamo, joj, pa je težko, joj, zdaj vem, zakaj je to težko, to je samo izgovor. To je samo izgovor, ki ga pač dejansko sami sebi oziroma smo ga nekje slišali in tako naprej. Ne. Zagotovo je težko. Ok, pač veš, imel si tako otroštvo, to je pač moja predispozicija. Ne. To je isto kot recimo, če gradiš hišo na nekem poplavljenem področju. Ok, veš, da so tukaj poplave, veš, da je vlažna zemlja, veš, da je to, ok, to so pač dejstva. Ne. Ampak glede na to, da to veš, se pa pač tega lotiš na tak način in si potem poiščeš podporo, poiščeš si coache, poiščeš si znanje, poiščeš si trening, tako da dejansko vse je mogoče. Ne glede na to, nikjer ni dokazano, da nas to lahko zaznamuje in če se mi odločimo, nas bo zaznamovalo, ne? In če se mi odločimo drugače, ne? Je dejansko potem naše drugačno življenje. Ne?
Tako kot sem rekel, vizija, to ali imamo mi malo vizijo ali imamo veliko vizijo, je naša odločitev. Ne? In to odločitev mi sprejemamo vsak dan. Seveda pač vsak dan je težko te stvari sprejemati, ne? Ker pač sami nimamo še kondicije v tem, zato pač si poiščete pomoč, ne? Imate coacha, ki vas spodbuja, ki vam razvija, ampak potem je treba tudi delati. Ne? Vizija je odločitev in več kot ko sprejemaš odločitev, bolj postaješ močan v tej odločitvi in potem seveda gre življenje samo gor in postaja bolj in bolj čudovito. Tako da v bistvu to bi bilo moje sporočilo za danes. Želim vam en čudoviti dan in se spet slišimo.